Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage dijakinje in dijaki, pozdravljeni v predsedniški palači na pogovoru z naslovom Ohranjati mir je naša dolžnost. V času druge svetovne vojne je bilo v koncentracijskih taboriščih zaprtih več kot 25 milijonov nedolžnih ljudi, 219 tisoč Slovenk in Slovencev je bilo izseljenih, pregnanih, v vojnem ujetništvu, konfinaciji, na prisilnem delu v okupatorskih zaporih in v koncentracijskih taboriščih, umrlo jih je preveč. 9. maja letos, na Dan Evrope, se je sklenila konferenca o prihodnosti Evrope. Predsednik Pahor je v času trajanja konference vodil številne pogovore o viziji prihodnosti v naši skupni evropski domovini. Sklepni del konference je pretresla še vedno trajajoča vojna v Ukrajini in prekinila večdesetletno obdobje miru in varnosti, ki ga je Evropska unija zagotavljala na evropski celini. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ocenjuje, da je to čas, da se moramo ponovno spomniti, da trajen mir ni samoumeven in neminljiv, temveč si moramo zanj vsi skupaj nenehno prizadevati. Na to našo skupno dolžnost nas opominjajo preživeli pričevalci druge svetovne vojne, ene izmed najtemnejših obdobij v zgodovini človeštva. Med nami spoštljivo pozdravljamo interniranke iz nemških koncentracijskih taborišč, ukradene otroke in izgnance, z njimi se bodo pogovarjali dijakinje in dijaki dvojezične Trgovske akademije v Celovcu, Šolskega centra Nova Gorica, Gimnazije Jožeta Plečnika, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter Ekonomske šole Ljubljana. Predsednik Republike je prvega v vrsti podobnih pogovorov in srečanj pripravil 9. januarja 2015 ob obeležitvi 70-letnice zmage nad fašizmom in nacizmom ter konca druge svetovne vojne. Pred pričetkom današnjega pogovora vas vljudno vabim, da si ogledamo nekaj utrinkov srečanja leta 2015 in se poklonimo nekaterim udeležencem srečanja, ki jim zdravje ne omogoča, da bi bili danes z nami. Nemčijo so nas pobrali in dali v tiste živinske vagone. Nisi vedel, kaj boš, kam te peljejo, ali greš delati, ali kaj ne. In ko smo prišli gor, to ta prva stvar smo morali vse pustiti, vse se slečiti. Arbeit macht frei, ne, se imajo tisti napis, delo osvobaja človeka. In ko si prišel tja, nisi bil nič več. To je vse. To sem bila jaz, številka. Že sama misel na to, da bi se to lahko zgodilo moji mami, moji sestri, meni, me kar navdaja z grozo. Delali pa smo po taborišču, težka dela, preganjali so nas ob zelo, zelo hudi lakoti. Ker si dejansko ne predstavljaš, kako je na svoji koži tako stvar pač občutiti, to je nekaj groznega. Če se grozne stvari pozabijo, se ponovijo. Hvala. Današnji pogovor bo vodil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga vljudno vabim k besedi. Dober dan, spoštovane gospe in gospodje, taboriščnice, taboriščniki, mladi ljudje. Hvala, ker ste prišli. To je, kot rečeno, eden od 10 pogovorov, ki sodi v naš skupen napor v okviru kulture spominjanja. Kulture
spominjanja. Ko je bilo konec morije, sredi prejšnjega stoletja, konec druge svetovne vojne, je ostalo veliko ljudi, ki so z bolečino v srcu, za solzo na očeh, bili žive priče tega, kar se je zgodilo. In svet je vzkliknil: nikoli več, nikoli več. Te generacije, ki so izkusile trpljenje druge svetovne vojne, zlasti pa to, kar pogosto imenujemo z žalostnim izrazom industrijo ubijanja, moralno dno človeštva, te generacije se, tako je življenje, počasi poslavljajo. Zato je vse bolj proti koncu prejšnjega stoletja in v začetku tega začelo prevladovati splošno prepričanje demokratičnega sveta, da smo odvisni od našega spomina, da smo odvisni od našega spomina. Ali in koliko ga bomo še sposobni posrkati od ljudi, ki so še z nami in so to doživeli, in koliko ga bomo kot očetje, kot stari očetje, sposobni predati vam, mladim ljudem, in koliko iskreno ga boste vi prevzeli nase za to, da ga boste posredovali vašim otrokom. Ker na koncu koncev za nas in za vas gre. Ali boste imeli mirno in varno življenje, v katerem boste lahko svobodno izpričevali svoja stališča in v skladu s svojimi stremljenji uveljavili vse vaše talente, ali pa bo vam, ali celo vašim otrokom, ta svoboda in ta mir odvzet. Del teh naporov, da nam uspe zagotoviti trajni mir, je kultura spominjanja. Jaz sem neskončno hvaležen, da se še enkrat, verjetno gospa Elza in ostali, zadnjič v mojem mandatu srečamo tukaj pri meni. V tem času so nastali čudoviti filmi, ki so šli vse povsod po slovenskih šolah, v domovini in v zamejstvu. Nastali so pogovori, zaradi katerih je steklo veliko solza, ko so se ljudje spominjali in prepoznali v vaših usodah. Danes bomo to poskušali storiti še enkrat. Ne bom zdaj vsakemu posebej izrekel hvaležnosti, tukaj bom naredil piko, rekel bom, da je to neprecenljivo zlasti za naše mlade goste in vas vabim, da se uživite to uro, da se uživite v trpljenje, v grozo, v vse tisto, kar je po eni strani zaznamovalo z bolečino te ljudi, ki so danes tukaj, po drugi strani pa, da vas navdahne njihov pogum, njihova vztrajnost, njihova vera v to, da dobro na koncu zmaga, da dobro na koncu zmaga. In danes bomo prosili te žive priče, da nam nekaj povedo o tem, potem pa ste vsi vabljeni, da vprašate. Ampak prosim vas, zapomnite si ta trenutek. Ne bo veliko takih priložnosti, da bomo imeli ljudi, ki so bili v taborišču vse povsod po Evropi, imeli priložnost še dolgo časa slišati zlasti njihove osebne izpovedi. Gospa Elza, midva sva veliko sodelovala. Dostikrat ste me ganili za vašimi pripovedovanji in rad bi na nek način ganite tudi te mlade ljudi, ki so vas danes prišli poslušati. Gospa Elza. Glejte, kakšno naključje je danes 13. junij od 11. dopoldne. Prav na ta dan leta 1944 je vlak, na katerem sem se odpeljala v Auschwitz, odpeljal iz goriške postaje. Seveda, bila sem aretirana že cel mesec prej, Primorka, Slovenka, obiskovala seveda italijanske fašistične šole, pretrpela to hudo preganjanje slovenskega jezika, ampak ko se je enkrat ustanovila narodno-osvobodilna borba, smo se Primorci takoj priključili in tudi jaz kot študentka, ki sem med tednom stanovala v Gorici, v mestu, in na soboto, nedeljo odhajala domov v Goriška Brda. In sem bila vključena v mladinsko organizacijo, sem sodelovala, prenašala material propagandni zlasti iz Goriških Brd v mesto. Seveda so me ujeli in aretirali
in odpeljali v goriške zapore. Obsojena sem bila, da gremo v Nemčijo. Seveda delati na polja, tovarne. In ko smo se odpeljali iz goriške postaje, s tem vlakom, seveda transport v vagonih za blago in tako naprej, pred Vidmom se je naš vlak ustavil, seveda to je bil vlak brez voznega reda, saj smo se vozili 13., 14., 15., 16. junija popoldne smo šele dospeli v Auschwitz. Tako dolga je bila ta pot. No in pred Vidmom so ko smo se ustavili, smo bili tam pri odprtih vagonih, ko je neki stražar šel mimo vagona, smo ga vprašali, kam gremo. In je odgovoril v Auschwitz. To nam ni povedalo čisto ničesar, nihče ni vedel nič o taboriščih in tako naprej. Tako da, ko smo pa dospeli v Auschwitz, smo pa ugotovili, kaj je pravzaprav pravi pekel na zemlji. Neverjetno, kakšno gorje nas je tam čakalo. Torej, v Auschwitz sem prispela junija 1944, v času, ko so krematoriji oziroma dimniki zažigali največ ljudi. Torej, ti dimniki, o katerih ste gotovo slišali, ko so najprej uplinjevali, to so noč in dan delovali. V tem času še posebej, ko se je nemška vojska umikala iz vzhoda, iz Poljske, iz Madžarske in tam so bili še ogromno teh mestnih predelov, kjer so bili Židi in so te Žide kar množično vozili noč in dan takrat v Auschwitz. In seveda v Auschwitzu nismo imeli posebnega dela, kot samo sem pa tja popravljati kako cesto in kakorkoli v taborišču noter. In bila sem dodeljena prav nekemu delu, neko kamnje smo drobili, prav blizu, kamor so prihajali vlaki. Tako da sem prav prisostvovala prihodom teh polnih vlakov, ko so se odprli vagoni, kako so zmetali ljudi, družine Židov predvsem, kako so tam ločevali, postavili v vrste. Sledila sem znamenitemu doktorju Mengele, ki se je postavljal pred vrsto in zbiral mogoče, ko so postavili te Žide v vrsto, je zbiral mogoče take bolj mlade, bolj sposobne za delo, so šli na levo, drugi pa na desno. Kako hudo je bilo gledati, kako so se tam poslavljali, težko. In potem smo pa sledili dolgi vrsti procesij, ki je šla naravnost do teh krematorijev. In ja, prosim. Ne, in tu so, torej v tem času lahko rečem, da sem sledila noč in dan, kako so resnično ti transporti prihajali, te ljudi vozili do teh krematorijev in zažigali. Torej, najhujši čas sem resnično prestala v Auschwitzu, tako. Vas bomo zdaj prosili za besedo, gospod Žmavc. Slišali smo tukaj en utrinek o trpljenju, ki so ga bili deležni ljudje, sicer v drugi svetovni vojni, zlasti pa seveda v taboriščih. Vi imate neko posebno izkušnjo. Prosim, če nam jo zaupate. Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovani udeleženci današnjega srečanja, menim, da ne bo odveč, če na kratko povem zgodovinska dejstva, zakaj je pravzaprav do teh škodljivih posledic okupatorjevega delovanja pri nas prišlo. Do spomladi leta 1941 je nemška vojska okupirala že številne države v Evropi.
ker je Jugoslavija odločno odklonila sodelovanje z nacističnimi režimi, združenimi v tako imenovani trojni osi Berlin, Rim, Tokio, je ovirala njihove velike osvajalske načrte, predvsem Hitlerjeve velike Nemčije, ki je bilo napovedano že v nemški himni z besedami Deutschland, Deutschland, über alles. V začetku aprila 1941 je bila kraljevina Jugoslavije napadena in v nekaj dneh vojska Jugoslavije poražena. Država je bila razkosana. Pretežni del ozemlja je bil razporejen v upravljanje tako imenovanima neodvisnima kvizlinškima državama ustaški Hrvaški in četniški Srbiji. Ozemlje Slovenije so okupirali trije okupatorji. Nemci Gorenjsko in Štajersko, Italijani Dolenjsko in del Primorske ter Madžari Prekmurje. Nekaj vasi ob meji je okupirala tudi ustaška nezavisna država Hrvatska. Za ozemlje, ki so ga upravljali Nemci, je bila načrtovana vključitev v nemški rajh. Hitler je namreč že nekaj dni po okupaciji ukazal za okupacijskim oblastem: napravite mi to deželo zopet nemško. Člen v raznarodovalnih ukrepih vseh okupatorjev slovenskega ozemlja je bila predvsem prepoved uporabe slovenskega jezika tudi v šolstvu in kulturi ter izgon Nemcev sovražne in narodno zavedne vplivne inteligence, na prvem mestu izobražencev. Ukrepi nacističnega okupatorja pa niso bili namenjeni samo uničenju slovenskega naroda, tako imenovani etnocid, ampak celotne manjvredne slovanske rase. Aktiven odpor takšnemu raznarodovalnemu ravnanju nacističnega okupatorja je bilo pričakovati najprej pri resničnih domoljubih, narodno zavednih izobražencih in gospodarsko močnejših slojih prebivalstva, tudi delavstvu, že spomladi leta 1941. Zato so jih organi okupatorja kmalu po zasedbi slovenskega ozemlja onemogočili in izdvojili. Posameznike najprej zaprli, nato pa z družinami izgnali v Srbijo. Pri tem so mu bili v veliko pomoč somišljeniki med domačini, petokolonaši, ki so bili s pripadnostjo in razpoloženjem sokrajanov že od prej dobro seznanjeni, zato kot zanesljivi vir informacij okupatorju zelo koristni. Čas teče in spomini bledijo. Zgodovina pa neusmiljeno hrani tudi vso resnico. Četudi je danes hočejo nekateri še živeči in tudi Hitlerju zapriseženi kolaboranti oprode okupatorja spremeniti, smo priča zločinov še tu. In izdaja je še vedno en sam velik zločin. Pri nas smo bili otroci zaradi njihovih izdajstev kolaborantov, posebej boleče prizadeti. Bili smo ukradeni. Pomembni povzročitelji tega gorja pa zaradi res tudi krutega maščevanja za njihove zločine postajajo počasi žrtve revolucionarnega nasilja. Nemški okupator je že poleti leta 1941 za zastraševanje prebivalstva in kot odgovor na aktivnosti partizanskih enot začel streljati talce. Do jeseni 1941 pa so bili pregnani iz doma pretežno na Hrvaško še številni drugi sumljivi prebivalci okupiranega ozemlja. Nekateri so se izgonu izognili s pravočasnim odhodom v partizanske enote, s prebegom v drugo državo ali tudi s prehodom v ilegalo.
Vse imetje teh družin je bilo zaplenjeno in namenjeno utrjevanje nemštva oziroma naselbini nemških kolonialistov. Nasilje nemškega okupatorja nad zasedenem slovenskem ozemlju je že kmalu vzbudilo odpor, ki je dotlej nepremagljivi nemški vojaški stroj ni poznal. Oborožen odpor vedno številnejših partizanskih enot, ki se je sicer pričel že jeseni leta 1941, to se pravi v prvih mesecih okupacije, in vzporedne aktivnosti Osvobodilne fronte, v katerih so sodelovali narodnozavedni Slovenci različnih svetovnih nazorov, so preprečili načrtovano priključitev okupiranega ozemlja Slovenije Tretjemu rajhu, to je nemški državi. Za načrtovano funkcioniranje okupacijskega aparata je bilo potrebno porajajoči se odpor v kali zatreti, tudi z največjim nasiljem. O tem pričajo smernice, ki jih je za izvedbo akcij proti partizanom in drugim banditom dne 22. junija 1942 zaukazal vodja tajne državne policije, to se pravi Gestapa in zaščitnih enot SS, državni minister za utrjevanje nemštva Heinrich Himmler, ki so glasile: akcija ima vse elemente, da naredi neškodljivo prebivalstvo, ki je prostovoljno podpiralo in oskrbovalo bande z naborom ljudi ter orožjem in jim nudilo zavetje. Moške iz teh družin, v mnogih primerih tudi sorodnike, je treba postreliti. Ženske zapreti in jih poslati v koncentracijska taborišča. Otroke pa oddaljiti iz njihove domovine in jih namestiti v pokrajinah Starega rajha. Gospod minister je še pričakoval posebno poročilo o številu otrok in njihovi rasi. Vse premoženje teh družin je bilo tudi zaseženo. Tako je torej glasilo nacistično navodilo za nasilje, za genocid, kot je opredeljeno v Konvenciji Generalne skupščine Združenih narodov. Tako je sledilo udejanjenje navedenih ukazov. Ujeti partizani in sodelovanje z njimi osumljeni civilisti so bili brez sodnega postopka postreljeni, saj so bili banditi. V času predpartizanske ofenzive in množičnega streljanja talcev v dveh skupinah aretirani, pripeljani v zbirno taborišče v osnovni šoli v Celju in v avgustu 1942 ločeni po spolu in starosti. Moški in ženske, stari nad 18 do 55 let, so bili odpeljani v tudi javno imenovano uničevalno taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer jih je večina zaradi izčrpanosti in nalezljivih bolezni še isto leto umrla. Starejši in bolni moški in ženske so bili odpeljani v taborišče Baumgarten v Nemčiji. Približno 600 otrok, od dojenčkov do 18 let starih otrok, ločenih od starejših sorodnikov, zato smo poznani pod imenom ukradeni otroci, pa je bilo istočasno odpeljanih v predhodno taborišče Frohnleiten pri Grazu. V tem prehodnem taborišču smo bili otroci podrobno ocenjeni in razvrščeni po posebnih rasnih kriterijih. V skladu z nacističnimi rasnimi teorijami bi lahko otroci, ki so ustrezali rasnim kriterijem, ob uspešni prevzgoji namesto janičarji, kot jim je bilo vnaprej določeno, postali polnovredni člani nemške narodne skupnosti. Septembra leta 1942, to se pravi 2 meseca po aretaciji, so bili otroci
po abecednem redu priimkov družin premeščeni po Bavarskem v 6 posebnih taborišč za prevzgojo in ponemčenje. Ob strogi, prav predvojaški vzgoji so bili pogosto izpostavljeni pomanjkanju hrane, mrazu, bolezenskim epidemijam ter trdemu delu, najstarejši med njimi tudi za potrebe vojne industrije. Dojenčki, nekateri stari samo nekaj tednov, in otroci do 2. leta starosti so bili iz prehodnega taborišča premeščeni najprej v Mainburg in nato v posebni zavod nacistične demografske organizacije Lebensborn v Korensalisu. Tu so mnogim spremenili resnične osebne podatke in jih dali v posvojitev nemškim družinam. Za številnimi se je zato tukaj izgubila sled. Maja leta 1943 so bili ostali nad 2 leti stari otroci družin, ki so dotlej bivali skupaj v taboriščih, ločeni po spolu in starosti in premeščeni po taboriščih tako, da so bili člani družin praviloma ločeni. Ves čas bivanja v taboriščih so starejši otroci lahko vzdrževali cenzurirane pisne stike s sorodniki in znanci v domovini, vendar samo v nemškem jeziku, katerega znanje pa je bilo tudi zaradi neznanja učiteljev, ki so bili od vsepovsod, zelo pomanjkljivo. Občasno so smeli obiskati otroke v taboriščih tudi bratje, ki so bili vojaki v nemški vojski. Redkega tudi posamezni sorodniki, ki pa so bili predhodno preverjeni. Po nepopisnem trpljenju in nečloveških pogojih v času bivanja v uničevalnem taborišču Auschwitz-Birkenau so bile leta 1944 mnoge taboriščnice premeščene iz uničevalnega v druga koncentracijska taborišča z nekoliko milejšimi pogoji bivanja. Maloštevilne matere so med bivanjem v teh taboriščih uspele tudi s prošnjami, da se združijo z otroki. To je pomenilo vsem veliko olajšanje, kajti vedeli so, da so živi. Nekaterim materam, taboriščnicam, pa je že v vojnem času uspela tudi vrnitev domov skupaj z ukradenimi otroci. Večina ukradenih otrok je ostala v taboriščih do osvoboditve aprila leta 1945. Z organiziranimi transporti so iz zbirnih centrov v skupinah vračali v domovino otroke še vse do oktobra leta 1945. Tudi takrat pa so nastajale težave. Številni otroci so bili brez staršev, nekateri tudi brez sorodnikov, ki bi sicer v mejah možnosti lahko prevzeli skrb zanje. Zahtevno je bilo tudi iskanje in vračanje otrok, ki so jih posvojile nemške družine. Posebno zahtevno pa je bilo vračanje tistih otrok, ki so ostali brez odraslih na izropane, porušene in požgane domove. Osameli otroci, civilne žrtve vojnega nasilja, so mnogo let živeli v bednih pogojih, ki so jih zaznamovali zavedno. Vseh ukradenih otrok, kot sem že omenil, je bilo približno 600 in pogoji, v katerih so preživeli najlepša otroška leta, jih uvrščajo v eno najbolj prizadetih skupin okupatorjevega nasilja na Slovenskem. Danes se v okviru Društva taboriščnikov ukradenih otrok prizadevamo, da bo javnost seznanjena z objektivnimi dejstvi o slovenskem narodno-osvobodilnem boju in prispevku posamezno za to, da smo Slovenci danes in jutri še na zemljevidu.
V spomin in opomin so bile doslej v sklopu 7 objektov, v katerih so bila posebna taborišča za otroke, vgrajena spominska obeležja, in sicer na osnovni šoli v Celju, kjer je bilo zbirno taborišče, in pa v Nemčiji v krajih Kastel, Seligenporten, Himmelberg, Salzburg, Mainburg in Neustift. Otroci, žrtve raznarodovalne politike nacističnega okupatorja, neposredni pričevalci etnocida, smo v odhajanju in kmalu nas ne bo več. Zato smo menili, da je v tem času in dogajanju treba ohraniti virne dokumente, da se bo vedelo, kdo nas je hotel ponemčiti in zasužniti in kdo mu je pri tem pomagal. V to nas je še pravi čas navedel tudi vedno močnejši glas ponarejevalcev tega obdobja zgodovine. V spomin in opomin so ti spominski objekti nameščeni v nekdanjih objektih taborišč. Zelo različna doživetja taboriščnikov ukradenih otrok pa so prikazana v nekaj publikacijah, bilo nas je 600, praktično je tudi to 600 zgodb, in sicer v 2 dokumentarnih filmih Ukradeno otroštvo, ki so in slovenskemu Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci. Toliko kot splošen uvod in seznanitev z dogodki, s katerimi smo nažalost številni bili v osnovnih pogojih izobraževanja premalo seznanjeni. Hvala lepa za poslušanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Najdolgo je bilo, ampak... Hvala lepa, profesor Žmavc. Gospa Valerija Skrinjar je bila partizanka, šifrantka legendarnega komandanta Frante, učiteljica, novinarka, begunka iz Sarajeva, pisateljica. Izvolite. Spoštovani vsi, a posebno draga dekleta in dragi fantje, ko gledam vas, vidim sebe. Nisem bila starejša, pa zgodilo se je, veliko mlajša sem bila, ko je okupator zasedel Jugoslavijo, Slovenijo tukaj. Jaz sem iz Zagorja ob Savi, Štajerska, tu so prišli Nemci. Prvi stavek, ki ga je zgodovinar napisal na tablo, je bil Unsere Vorfahren waren die Germanen. Naši predniki so bili Germani. Vedeli smo, da to nismo, da smo Slovani. A drugo, hier wird Deutsch gesprochen. Tukaj se govori nemško, ker smo Germani. Uprli smo se. Bili smo zelo mladi ali zelo ponosni na svoj jezik, na svojo domovino. Zgodilo se je, govorim mladim, iz Zagorja smo potem več nas potovali v Trbovlje z vlakom v ekonomsko šolo. Staatliche Wirtschaftsschule se je reklo. In seveda se dekleta zberam, veliko pogovarjamo v vagonu, klepetamo, potem pa je predlog, da gremo naprej po vagonih. To se je hodilo, da vidimo, kakšni so še fantje naši. Ali meni se takrat ni šlo. In sem ostala, rada sem gledala Savo, valove. In ko sem ostala sama, se odprejo vrata kabine, kupeja, pride ven Nemc in pravi meni, Fräulein, warum sprechen Sie nicht Deutsch? Ist Ihnen deutsche Sprache nicht schön? Gospodična, zakaj ne govorite nemški? Vam se nemška govorica, jezik ni všeč? Jaz pa pravi najstnik, tako kot vi, pravim, jede Sprache ist schön, aber die Muttersprache ist am schönsten. Ko sem izgovorila, sem se zavedala, da sem to rekla Nemcu, oboroženem, okupatorju. Me bo udaril, klofuta je bila najmanj. Ali ta Nemec
ni rekel niti besede, obrnil se je in odšel v kope. Nisem takrat mislila, šele mnogo let pozneje, ko se spominjam tega, se rekla, mogoče pa sploh ni bil Nemec, ampak iz neke države okupatorske v nemški uniformi in je vršil nemško dolžnost. Ali nisem jaz sama potem še šla od partizane s 15 leti. Zato gledam vas in vidim sebe. Veliko tovarišev, zelo veliko nas jih je bilo tako okrog 20 in slab preko 20 do 30, večina partizanov. Naš komandant na Menini planini, Franc Sever Franta, ki nas je rešil, da sem še živa, ni imel 22 let. Ja, a odgovarjal je za naša življenja. Pravzaprav, na Menini planini nas je obkrožilo 12.000 esesovcev, a nas takrat ofenziva je bila. Ofenziva. In v ofenzivi je Šlandrovo in Zidanškovo brigado vodil operativni štab, komandant je bil Franta. Obkolili so nas in stisnili na Menino planino. Tretji dan, cel dan je trajala borba. Kdor je gledal film Preboj, je videl, kaj je bilo. Sam nismo bili tako lepo oblečeni in tako siti. Bilo je težko. In ne samo, da nismo imeli hrane, da je zmanjkalo ta dan, kje se bo pa kuhalo, ko je borba. Še to, da povem, jaz nisem imela orožja. Moja dolžnost je bila, orožje je bilo svinčnik v partizanih. Jaz sem bila v brigadah šifrantka. Kaj je šifrantstvo? Komandant ali komisar dajo napisano, kratko sporočilce, stavk za divizijo ali za cono, 4. operativno cono. In jaz tisto besede spremenim v črko, vsako spremenim v številko. Ali ne samo številko, v računsko operacijo. Celo. To dam radiotelegrafisti. Rudi Pfeiffer je bil, nažalost je tudi lani umrl kot naš komandant. In to potem gre kamor je namenjeno. In potem spet dobimo tako s številkami in jaz to rešim. Ali zato nisem na položaju. So pa dekleta in bolničarke in fantje kot vi na položaju in na Menini ne samo, da nismo bili lačni, ali na hrano takrat ne misliš. Streliva je zmanjkovalo. Streliva. In ko so fantje občutili, da imajo samo malo streliva še, v krogu smo bili oblegani, so začeli peti hej brigade. Za njo je šla na juriš pa na sledeče. Verjemite, tisto mi je najbolj presunljivo bilo. Takšna moč je bila v pesmi, sovražnik je obstal. Jaz sem v eni pesmi napisala, ko streliva zmanjkuje, tovariši, pesem zapojo. Esesovci so strmeli, okameneli, niso streljali. Sovražnik ne pozna partizanskega ponosa, bolšči. Res, da se je že mračilo počasi in smo se mi uspeli potem, zahvaljujoč tovarišu Franti, ki tako izredno analiziral, pravi strateg je bil, in smo se po noči, po Drči eni spustili, Drča, ki se 4 leta, Drčak se hlodi spuščajo z planine,
4 leta se ni uporabljala, so skale, so hlodi, je sneg, je led. Na Menini, kjer smo mi, kjer je bila bitka, je bil 2 metra, od 1,5 metra do 2 metra visok sneg. Mi smo to noč čez dan ukurili ogenj, ogenj je stopil sneg in po noči smo tam vržene smrekove veje in na to smo to noč prespali, koliko se je spalo. Ali je. In potem pa, gor so bili fantje iz tistih vasi, 3, šli so, Franta je poslal v patrolo, prišli so nazaj, da vidijo, če je drča eventualno prosta. Ker je to bil 3. preboj, 2-krat smo poskušali, pa so nas zaustavili, mislim, borba je začela, morali smo se umakniti. Takšni sili. Ali to noč smo uspeli, vsi živi prišli skozi, 9 jih je padlo na Menini, a tudi grupa, pomočnik komisarja, je pelil na levo stran v partizansko bolnico, ranjene. Tudi oni so vsi prišli živi skozi in mi. Zato moč ni v številu, moč srce rodi, domovino ljubezen ohranja. Nismo domovino in materni jezik. Danes mi je, verjemite, včasih boli, ker je toliko tujega jezika povsodi. Kaj bi rekel Primož Trubar? Koliko je trebalo, dokler smo prišli do svojega jezika? In ponosni smo, ponos na svojo domovino, ponos in ljubezen. Jaz sem bila mlada. Poznejši direktor v Sloveniji Tone Kropušek je bil 6 dni starejši od mene. Torej isto fant, 16-letnik. Kurir z orožjem, to je izredno težka naloga bila. In še veliko je bilo takšnih, no, tudi z moje šole smo se po vojni potem našli in se stajali. Torej, bodimo ponosni, da imamo svojo domovino. Posebno danes, ki fašizem dviga glavo na vse mogoče strani, ne samo pri nas, po Evropi, po svetu. Ljubimo domovino in svoj jezik, samo tu smo, samo tu so nam naše korenine. Lahko gremo, ali tu je naša domovina. Ljubimo je, spoštujmo je, ne dovolimo, da nam v srca, v misli se vtihotapi sovraštvo, nestrpnost. Naše pravilo je solidarnost in ljubezen. Tako zmagujemo. Hvala. Krasne, navdihujoče besede. Hvala lepa, gospa Valerija. Tončka Senčar je bila izgnanka, zdaj dolgoletna predsednica Društva izgnancev iz Kopra. Ko ste imeli 6 let, so vašo družino odpeljali v Šlezijo, v Nemčijo in tam ste preživeli 4 leta. Izvolite. Dobar dan, tudi jaz bom ostala, da me boste bolje slišali. Srečna sem, mislim, da v imenu vseh naših starejših se dobro počutimo s toliko mladimi in verjamemo, da na mladih svet stoji. Verjemite v to, v svoje ideale, v to, kar je pred mano sogovornica rekla, da ljubite domovino, svoj jezik, da vse svoje želje, koliko se da uresniči, da vam je sveta stvar družina. Boste videli iz mojega kratkega pripovedovanja, kaj pomeni družina, ko si nekje na tujem. Torej, lep prisrčen pozdrav. Danes boste slišali marsikaj,
kar nažalost ni v učbenikih, kar zgodovina ne uči, čeprav govori o vojnah, o žrtvah in tako naprej. Malo ste spoznali zdaj, ko spremljate televizijo, kaj se dogaja v Ukrajini, kako zopet nastajajo novi begunci. No, in jaz sem ob tem času, ko sem to gledala, ko spremljam, doživljala svoj čas, leto 1941. Kot 6-letna deklica sem bila z družino vred odpeljana v nemška taborišča, kjer sem v 4 različnih taboriščih preživela skoraj 4 leta. In prvi, bi rekla, strašen občutek, da bo vojna, čeprav otroci na vasi nismo tega še čutili, starši malo, ampak pred otroci niso govorili. Ampak oktobra, v začetku oktobra 1941, ko sem hodila v 1. razred, nam je učiteljica rekla: jutri pa ne boste prišli k pouku, šola bo zaprta. Kdaj bo odprta, pa bodo starši že zvedeli. Seveda, otroci smo ostali nemi, brez besed, in ko smo se vračali domov, jaz pa tudi drugi smo prišli jokajoč, kajti tako sem si želela, ne samo jaz, šola, kaj pomeni. In takoj sem pomislila, kje se bom pa zdaj naučila brati, pisati, računati. Starši so sicer znali, ampak se veste, kmečki, to so vedno rekli, to te nauči šola, in prav je tako, šola je za to. No, in ko pridem jaz domov vsa jokajoča, mama vpraša, kaj se je zgodilo, in v tistem že prihaja s hleva oče in povem, jutri ne bo več pouka, kar jočem. In oče samo rekel, zdaj smo pa tam. Jaz tisti moment besed nisem tako razumela, ampak pozneje, ko smo se o tem pogovarjali. In je rekel, kadar enkrat šolo zaprejo, da narodu vzamejo jezik, potem vemo, kje smo. No, in oktobra 26. je prišel tisti nesrečni dan, kjer smo s culami, ni bilo kovčkov, ni bilo ne vem kaj, mame so sešile razne basage in tako naprej, vzele, kar je bilo najbolj nujno. In se zbrali na križišču vasi, kjer nas je kamion odpeljal v zbirno taborišče Reichenburg. To je bilo zopet en nepozaben moment, bi rekla, kjer smo v nekdanjih hlevih dobili košček slame, kjer si je družina, bi rekla, usedla in čakala nadaljnjih navodil. Namreč Reichenburg je bilo zbirno taborišče, največje taborišče za izgon Slovencev v Tretji rajh. V gradu samem, ki je zelo zdaj lepo urejen in ga priporočam, da si ogledate. Prav tako priporočam, da si ogledate te hleve, kjer smo mi bili in spoznate en košček te zgodovine. Torej, SS-ovci so imeli bi rekla, v hlebu, v gradu, v kleteh, delavnico, kjer so štancali, rečemo, na kovinskih ploščicah številko in vsaka družina je na popisnem listu dobila svojo številko in tisto številko so nam tudi dali na vrvici okrog vratu. Jaz jo imam sabo, vam jo bom pozneje pokazala, ampak da gremo zdaj malo hitreje naprej. No,
Zopet, čeprav jaz nisem znala brati, nisem vedela, ampak od staršev, ja, saj so nemški obrazci. Prvi popisni list je bil v nemščini in spremenili so nam že tam imena. Jaz sem drugač. Antonija Jazje, sicer po domače Tončka in me vsi po tem imenom poznajo, za njih sem bila Antonija, se veste, kako se nemško piše. Brat je bil Drago, je bil takoj Karl in tako naprej. To je bil spet za starše, ja, kaj pa bo zdaj? In vsi smo čakali, kaj bo. No, in pride komanda, da gremo s transportom v Nemčijo. In sicer smo se vozili 3 dni in 3 noči. Vlak je ostavil sam, se veste, takrat rabo vodo in premog je tako šlo. Smo prišli v Šlezijo. To je pa področje, kjer je danes Poljska. In vse te moji lagarji, taborišča, so bili v tem predelu Šlezije in pred dobrimi 10 leti sem jih jaz obiskala in navezala stike s temi ljudmi, namreč oni so potem živeli še po 23 let pod rusko oblastjo. Tako da s temi ljudmi imam prav stike, želijo, sem jim dala veliko fotografij, kajti moram vam reči, da so bili Nemci, če rečem, mahnjeni na fotografiranje. Kar naprej so nas slikali, kot posameznike, kot skupino, kot družino, kot vse skupaj. Tudi to vam bom lahko pokazala. No, in tudi knjige, pogledajte, oni so slikali tudi, da ne govorim, kaj se je dogajalo v koncentracijskih taboriščih, vse je to dokazano črno na belem, kot bi rekli. No, in tako imam jaz ohranjenega, kajti želeli so, da smo svojcem pošiljali slike in za fotografiranje smo se morali zmeram lepo obleči. To smo ko filmski, bi rekla, lepo urejeni in taki. No, to je bilo, bi rekla, njihova bolezen. In tako tudi jaz v svoji knjigi pišem, kako sem dobila od deklice, ki je bila judinja, to obleko in kako so me potem fotografirali in imam tudi to originalno sliko in tako naprej. Ampak vam hočem reči, vse programe, kako bojo našo Slovenijo razkosali med Nemci, Italijani, Madžari, pa še en del Hrvaške. Vse ti programi so bili že dolgo prej narejeni, zato je šlo tako hitro, ko so začeli izseljevati iz Posavja, kjer sem doma, Brežice, bi rekla, do zime so hoteli vse ljudi, ki so imeli predvidene, torej izseliti. In seveda nas tam ponemčiti. In kako so nas ponemčevali? Torej, starši so delali, največji njihov, bi rekla, smo bili mi otroci. Posebno, ker smo bili k sreči njihove, bi rekla, njihovi ideali bolj arijske rase, plave oči, biondi in tako. In tako tudi vsi, ki smo bili v taborišču zbrani, ko sem pozneje o tem malo bolj to razglabljala, študirala, sem prav prišla do tega zaključka in smo bili k sreči v takem taborišču, kjer smo bili, kot rečeno, za vzgojo, ampak smo imeli redno hrano, torej 3-krat na dan, in tudi zdravniško oskrbo, če je bilo kaj tako. Ampak kot rečeno, vsi smo prišli zdravi, otroci vsi, starši pa tudi,
mama imela 30 let, oče 34, zdravi, taki, delali na kmetu in tako naprej, prav tako tudi drugi, ne? Tako da teh več ali takih problemov ni bilo. Ampak za nas otroke, poslušajte, kaj je hujšega? Torej sem vam že rekla, kako je hudo, ker ne moreš v šolo. Vi se spomnite zdaj lani, predlani, ko je bilo nekaj mesecev, ko niste imeli pouka. To je bilo, da ne govorim kako, ne, težko in tako naprej. Zdaj si pa zamislite nas, ki smo 4 leta čakali. Vsako leto bo in nikoli se ni. In že ko smo mislili, da bo, pa so nas dali v drugo taborišče in tako naprej. Torej, kako so pa nas vzgajali? Ne samo, da bomo mi dobri manuelni delavci, to se pravi delavci, ki bomo delali kjerkoli bo potreba, kar naprej smo morali nekaj zlagati, seveda papir, časopis, tako zložiti, tako ga raztrgati, brez škarij ravno. Potem smo se učili vse to, kar vsi znate, ladice, to in to naprej, skratka gubanje. Te ročne spretnosti so nam zelo razvijali, tudi potem pozneje pletenje in tako naprej. Ampak kaj je bilo drugo? Vzgoja. Popeljali so nas gledati prvi film. Nikoli mi videli, kaj je film. In predtem gorje, če se bomo nasmejali, če bo kaj smešnega, in gorje, če se bomo jokali, če bo kaj žalostnega. Mi to, se veste, nismo kot otroci razumeli, kako se nekaj razveseliš, pa se ne smeješ od srca, ali pa če je te žalostno, tudi sočustvuješ. In seveda tega smo se mogli navaditi in v začetku smo si kar usta tišali, da nisi se nasmejal. In tudi po ogledu vsakega filma smo imeli torej razgovore, kako je treba poslušati, ubogati, si zapomniti povelja ali pa naročila, skratka, kar ti naročijo, to moraš narediti, tako da svojo glavo ti ni treba misliti. Da vam naj povem samo primer, rdeča kapica, ki sem jo videla, ki sem jo doma tako pa tako drugače slišala. Kaj so nam tam učili? Prav, kaj se je zgodilo kapici. Zakaj pa ni ubogala? Mama je točno povedala, kaj ima v košari, kako mora hoditi, nikjer se ne sme ustavljati in tako naprej. Prav, in kaj je ta kapica naredila? Zblebetala je in volku vse povedala, tako da jo je lahko našel. In skratka, tako, in človek si to zapomne, kako ne smeš razmišljati, bi rekla, svojo glavo, ampak razmišljati s tem. Zato pa vam priporočam, sem že predolga, zato pa vam pravim, učite se, znanje je tisto, tudi jezikov, kjer ga znaš, kot pravi pravilo, več znaš, več veljaš. In to ve, in ne pozabiti družine in domovine. Torej, jaz sem dala to skozi veliko stvari, kako so nam kot otrokom utocepljali. In k sreči sem po poklicu učiteljica in sem to znala pri učencih zelo, zelo upoštevati. Za mene je pravljica le tisti del, ki otroka vzgaja. Da otrok trepeta, če se nekomu zgodi krivica in želi, da se mu bo tisto popravilo. Ne? In tako naprej. In tako, torej, vsa 4 leta smo se vrnili julija 1941 na opustošen dom. V našem domu, doma, pa so bili kočeverji. In ker živim med vasjo, bi rekla, Brežice, Krško, tam v lepi vasici, najlepši seveda na svetu, in
so se kolone ustašov, pa domobrancov, pa vseh, ko se je bližala vojna, ker je tam cesta, pa proga, bi rekli, imeli tam v naši vasi ko postojanko. In pol so, ko jim je zmanjkalo drv, vrata, okna, vse, kar je bilo, da gori, pokurili. Tako da smo prišli na opustošen dom in smo potem bili še 6 mesecev pri mojemu stricu. In od tam sem začela, poslušajte, stara 10 let, hoditi v 2. razred. Ampak v 9 letih sem naredila vse, da sem z 19 leti bila učiteljica, torej postala učiteljica, hodila sem na novomeško gimnazijo. Torej, tista borba, želja, nekaj znati, pomagati staršem, ki je bilo tudi po vojni in tisti, ki so ostali doma, tudi težko biti samostojen in mislim, kar sem doživela, da je bil to zame en velik uspeh in zato sem še danes, bi rekla, srečna, da mi je to uspelo in rada grem, čeprav sem že precej časa upokojena, v šolo, kjer se srečam z mladimi, jim prepovedujem, ne samo v vojni, tudi so druge stvari, ki jih otroci ne vedo, kako je nekoč šola izgledala, s kakšnimi igrami smo se igrali, pa nobenih igrač imeli in tako naprej. Torej, dragi moji, predvsem dragi, hrabro naprej in mi bomo tudi z vami srečni, da še ta preostanek življenja živimo v svobodi. Hvala. Hvala, gospa Antonija. Kot zadnji bo spregovoril gospod Janez Deželak. Vi ste bili z družino sredi vojne odpeljani v Auschwitz, otroci ste se vrnili nazaj, staršev pa niste imeli sami. Vi boste dobili besedo, vas vse pa vabim, da pripravite vprašanja. Predlagam, da slišimo 5-6 vprašanj, morda kakšno misel, ta bo zelo hvalevredna, kakšno mnenje, potem pa bodo naši gosti odgovarjali na vaše vprašanje, tako kot bodo menili. Prosim, gospod Deželak. Ker vidim, da ste že malo zmatran, bom jaz bolj kratek. Pa tudi bil sem najmlajši, ko sem jaz šel. Mislim, da taka generacija, kot ste vi, sem jaz kar nekaj jih spravil v Auschwitz. In vedno se spomnim, pa še zdaj imam neki kopij, ker običajno je tem mladim ljudem naročimo, naj napišejo prosti spis moje vtisi v Auschwitzu. Vam povem, ko to bereš, dejansko takrat vidiš rezultat. A si kaj povedal ali nisi, ne? Mislim, da to je zelo ena taka zanimiva zadeva. Ker jaz izhajam ne od Kle, ampak tudi iz Štajerske. Takrat se je tam reklo Sveti Lenart nad Laškim, zdaj je Vrh nad Laškim, ki je veliko familij šlo v taborišča. In jaz sem bil star 1 leto, ko sem šel. Ko sem prišel po vojni nazaj, morate vedeti, da nisem znal nič slovensko, niti besede, ker 1 leto star otrok ne zna nič. In potem vse to, kar sem pobral nemško. In vam moram zdaj povedati, da jaz sem se zelo skrival, ker sem se bal ljudi, da me bo kdo kaj vprašal, ker me je bilo sram odgovoriti v nemščini, ker v slovenščini nisem znal. In če vam povem eno stvar zdaj, tale vojna v Ukrajini, da ne bom kakšne grde besede rekel, imamo predsednika častnega Kle, pa ruskega, jaz ga kolega nisem opazoval, kot ga zdaj vidim. Veste, koliko je meni hudo, ko vidim te, recimo, mlade ženske z majhnimi otroci, pa to pridejo k nam, pa po celi Evropi, po povsod. Mene preleti vse po celi koži, jaz se moram nekam umakniti.
tako, ker mi je tako težko. Tako da ne mi zameriti, ker vam te stvari razlagam, ker jaz sem pač bil mlad takrat, mi smo bili familija, velika kmetija, ata deželak Ferdinand, mati Terezija, ta starejši brat Adolf, ker moja ata pa mama sta se poročila leta 1933. Dobila sta prvega sina 1934 in sta mu dala ime Adolf. Se ni noben takrat vedel, kakšno ime, verjetno mu 1944 ga ne bi dala. In drugi je bil Ferdinand. No, tretjega so povedali, da bojo pa že rabili, imam 4 imena. Doma sem bil Ivan, na Gorenjskem sem Janez, v Avstriji sem bil Hans, v Nemčiji sem bil pa Johan. Vse ta imena imam, to tudi celo imam dokumentirana. In zdaj vam povem, jaz vam ata, ki je tam ustal, ki je bil 33 let star, je revež končal. Gospod predsednik ni točno vedel, mati je pa preživela. In veste, doskrat je rekla, ženska, ki ima otroke, je močnejša od moškega. Je rekla, jaz sem vedela, da moram preživeti, jaz imam 3 otroke in jih moram nekako preživeti, njega ni. On je bil pa 33 let star, ki je končal točno na pločniku, ko je zdaj mi tudi gospod predsednik povedal, da bomo dobili nazaj v Auschwitzu paviljon. Na tem paviljonu je moj ata umrl. In hvala Bogu, zdaj so leta pretekla, tega ni bilo in da bomo zdaj tole imeli, je zelo fajn. Mislim, da tudi gospod predsednik se bo potrudil, pa vsi ostali taki, ki imajo kako besedo, da bomo mi do tega prišli, ker boste tam noter res, sem pripričan, da jih bo neki med vam, ki boste še šli z mano. Upam, da bo zdravje še tako močno, da bomo to lahko naredili in da bomo tam dejansko lahko kaj videli. Ker veste, koliko je, jaz sem bil prvič leta 1957 v Auschwitzu. In če se spomnim takrat je bilo, kot da nič niso naredili Polaki. Bil sem pa polenkrat, veste, v New Yorku, ki so Židje naredili. Taka ne morete vedeti, sami plakati, vse je v plakatih in zdaj so nekaj časa je bilo na Poljskem, tako je bila neka filozofija, da bojo tudi oni tako naredili. To ni prav. Tam imate vi kupe čevljev, kufrov, oblek, ki to gledate, kjer je to že videl, sigurno ne more biti neprizadet. Vsakega to prizadane. In jaz mislim, da to mora ostati. In gledajte, posod so take izmikanja, ne samo pri nas, tudi kje drugje se to pojavlja. Tako da to, mislim, da mi moramo, jaz sem se z mnogimi ljudmi, tudi ministri, pa direktori tehle domov in tako naprej. In vedno nekako rečem, je treba to ohraniti, to, kar je bilo. Veste, ker ta Auschwitz je nekaj posebnega. Lahko tudi kakšno, veste, povem, da ne bojo, recimo jaz zelo spoštujem, ker so tudi Judje so res tako hudo potegnili. Sam, če grem na srečanja, se sliši samo o njih, sam treba nekaj vedeti. V Auschwitzu je bilo 1600 Slovencev, pa še nekaj zraven. Judov pa iz Slovenije 400 pa nekaj. Tako da smo jih naših ljudi je bilo več v Auschwitzu, kot pa Judov. Ampak govorim, ker zlasti Judje v Murski Soboti je to proti koncu vojne šlo in tako boste v zgodovini se to naučili že. To ni treba, da od mene slišite. Tako da jaz vam ne bi na dolgo naprej, ker se vidim, da ste že malo zmučen, morda bo predsednik kaj bolj pametnega povedal, ker so že moj kolega, kle predsednik, je vse razložil, ker jaz bi sam ponavljal te stvari, veste. Tako da jaz samo eno stvar rečem, to, kar rečem, da se ne bi zgodilo, samo žal se te stvari dogajajo po svetu. Pa kar poglejmo Palestino, pa ne vem kaj. Pa da ne bomo govorili spet v Ukrajini. Upam, da bo se to hitro končalo. Jaz se oproščam, da nisem tako dolg. Če bo kdo od mene kaj hotel, ni problem, jaz sem predsednik za Auschwitz voziti, zlasti
sem navdušen nad generacijo, ko kle sedi, pa tudi kakšni starejši pridejo lahko zraven. In je to, za mene je to zanimiv poklic, ki ga še zmeraj upravljam. Lepa hvala, ki ste me poslušali. Dobro, zdaj bi pa prosil vas, naši ljubi mladi gostje, da mi pomagate s kakšnim vprašanjem, lahko za koga posebej, lahko za vse. Zelo bomo cenili, če boste imeli kakšno mnenje, kakšno stališče. Vse to je zdaj možnost. Kdo želi besedo? Ja, prosim. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje. Velikokrat sem slišal, kako so ljudje, ki so bili zaprti v taboriščih, kako so sanjali, da bodo videli svoje družine, svoje svojce, da bodo začutili toplino svoje postelje, da bodo okusili domač kruh. Te sanje so jim dali upanje in moč, da so preživeli grozote, ki so se jim dogajale. In mene zanima, kaj je vam dajalo upanje, kaj je vam dajalo moč. Hvala najlepša. Hvala, čudovito vprašanje. Kaj vam je dajalo moč? Kaj vam je dajalo vero v svobodo? V to, da boste Kaj vam je dajalo vero, da boste preživeli vse te grozote? Kaj vam je dajalo upanje? Izredna moč, res izredna moč in premagovanje težav. Velikega pomena je bilo tudi zdravje, da nisi bil nikoli pretepen ali kaj takega, ker če to se je zgodilo, potem je pomenil konec. Bili smo Slovenke zelo povezane med sabo. Kolikor se je dalo, smo se pomagale, bodrile druga drugo. Novice, ki so prihajale, mogoče o dobrih izidih vojne, so nam tudi dajale posebno moč. Že preden smo šli v taborišče, smo vedeli, da so se zavezniki skrcali na zahodni obali in da mogoče ne bo trajala dolgo ta vojna. Vedeli smo tudi, da je že ruska armada na Poljskem in da nas, recimo, pričakovali smo še prej, kot se je to zgodilo, ampak se je le zgodilo, da smo zaslišali topove, fronte, ruske, rdeče armade, ki so se nam bližale, niso nas več vodili na delo, ker ni imelo več smisla, in kako smo v taborišču pričakovali in kako so se nekega dne odprla vrata in so prišli seveda ruski vojaki, rdeča armada in so nas osvobodili. Torej, neko posebno moč smo imeli, ja, in še posebej se zdaj razmišljam, kako sem tudi ta čas, osvobojeni smo bili 1. maja, vrnila sem se domov 27. junija, pot je trajala 1 mesec, seveda ni bilo nobenih prevoznih sredstev, sem pa tja, mogoče je bil vlak, ki nas je peljal nekaj kilometrov, mostovi so bili porušeni, zelo, zelo. In v tem času so se godile tudi hude zadeve, tudi taboriščnice same, ki smo se vračali, nekatere so bile deležne tudi hudih težav. Moram pa reči, da mi je vse tako srečno se izteklo, da sem res prišla domov, polna torej zadovoljstva, sreče, da se bo tako lepo nadaljevalo naprej. Yeah. Prosim, izvoli. Izvoli. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, draga mladina,
Jaz danes zastopam dvojezično trgovsko akademijo iz Celovca. Mi prihajamo iz avstrijske Koroške in jaz bi vam rad danes pripovedoval o družinski zgodbi mojih prednikov. Moja babica je bila deportirana v taborišče Frauenaurach v Nemčijo in takrat ona mi je pripovedovala o tem groznem času. Stara je bila komaj 2 leti, ko je prišla v taborišče. V taborišču je pazil na njo 85-letni dedek, ker je morala njena mama v prisilno delo v Nürnberg. Dedek je imel težave s pljuči, ko je zbolel, je dobil injekcijo od zdravnika tega taborišča in je takoj umrl. Mojega pradeda so zaradi kritične izjave proti nacionalsocializmu odpeljali v koncentracijsko taborišče v Dachau, kjer je kratko pred osvoboditvijo umrl na tifusu. Življenje moje babice so zaznamovale velike travme tega časa, s katerimi mora še danes živeti. Čeprav še vedno zelo trpi, se je opogumila in mi pripovedovala o tem času, ker se ji zdi pomembno, da izvem, kaj se je takrat dogajalo. Moje vprašanje na priče časa se glasi, ali ste vi tudi imeli težave o tem spregovoriti? Ja. Kdo želi odgovoriti na to vprašanje? Ste imeli, gospod Janez, težave? Rekli ste, da ste skrivali svoj jezik, ker ni bil slovenski, bil je nemški. Ja, to vprašanje, kako le deluje? Ker tako je. Jaz mislim, da veste, za mladega človeka, ko greš 1 leto star, pa priješ nazaj in zdaj ta vprašanja, ki kle nastopijo, tudi tisti ljudje, veste, ki smo jih mi srečali, ko smo prišli nazaj, so doživljali vse hudo, kot vse se lepo povedali govorci, ampak te travme pa ostanejo, veste, jaz moram reči, da meni pride ven, zdaj, ko sem pa kar malo leta nabral, ko to vidim iz Ukrajine, pa zakaj je to treba leta 2022 smo, to je treba pogovoriti se, ne pa iti na neki, pa pogledati, to vse podrto, zdaj tole fant, ko to lepo vprašal, razložil, to je na Koroškem glih tako hudo bilo, ko je bilo kle. Veste, tem ljudem, pogledajte, te Korošce so hoteli vse predstaviti neki. Kako jih bojo predstavili? Tisti, ki nazaj pridijo, tudi ne morejo kar tako preskočiti te stvari. To je hudo, te travme, zdaj lahko mi rečemo, da niso, ampak so, veste, obstajajo. In jaz mislim, da še te, ko so zdaj v Ukrajini, ne mislim, da tega ne bo. Bo, ker zlasti... Tega bo. Ja, se oproščam, mislim, veste, ker to je težko nam to odgovarjati. Fant je zelo težko vprašanje postavil, ne, tako pač je. Se mi zdi zanimivo, da ste postavili vprašanje o tem, kako premagujejo travmo. Tukaj imamo gospoda Janeza, ki je v svojih zrelih letih, ki je velikokrat pripovedal o teh stvareh in mu zdaj pravzaprav ta odgovor na to jemlje sapo in mu solze pravzaprav nemogoče, da bi govoril. To veliko pove o tem, da te žalosti ni mogoče nikoli do konca izpovedati. Kdo želi naprej? Prosim, gospodična. Hvala. Spoštovani, jaz bi se samo v svojem imenu in imenu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana zahvalila, da ste nam izkazali to možnost, da iz prve roke izvemo, kako drugačna in težka je bila vaša mladost v primerjavi z našo. Neprecenljivo je, da imamo trenutno življenje, kakršno ga imamo, za katerega ste pač seveda zahvalni tudi vsak izmed vas. Še enkrat hvala za to možnost. Hvala, zelo ste bili prijazni. Hvala lepa. Želi še kdo kaj povedati od mladih ljudi, preden bomo počasi zaključili dogovor, da bi to trajalo približno dobro uro. Želi še kdo kaj reči? Mogoče je kaj začutil med temi izpovedmi. Gospa Antonija, prosim. Ker sem obljubila, da bom pokazala, kaj smo dobili v Reichenburgu, predno so nas odpeljali v taborišče. Torej,
Vsaka družina je dobila svojo številko na popisnem listu in s tisto številko, moja je bila 4443. Smo šli, kadar smo šli iz taborišča v taborišče, morali jo čuvati, je bil nekako kot naš osebni dokument. Nažalost je bilo to za nas zelo ponižujoče, ko so nam jih tam v Reichenburgu natikali in smo šli torej na transport. Sem slišala, seveda kot otrok, imaš ušesa na vse strani, kaj smo psi, kaj smo to, kaj smo ono. Torej, še bolj pa mi je hudo za vse te, ki so bile v taborišču, ki so pa dobile tetovirano številko, ki se jo ne da zbrisati. Mi smo jo enostavno potem odložili. Hvala. Želi še kdo besedo? Prosim. Tim. Spoštovani gospod predsednik, spoštovano občinstvo, jaz se bi pa res samo zahvalil vam, da ste lahko nam delili te zgodbe, ki ne smejo biti pozabljene in s katerih se moramo kot narod in svet nekaj naučiti. Hvala. Vse zato je tudi, moramo se zahvaliti gospodu predsedniku, da si je vzel cajta, pa da vas je tako lepo zbral skupaj. Redko se zgodi, da imaš toliko mladih ljudi pred sabo, pa da jim lahko nekaj poveš. In zato, če boste šli kdaj z mano v Auschwitz, bom zelo vesel. Vendar eno stvar vam bomo pa naredili. Vaše vtise boste napisali na listek. In te listike bomo zelo radi brali in tudi drugim pokazali. Hvala lepa. Mislim, ja, gospa? Kratka misel, prosim. Čistko. Prosim, izvolite, mikrofon je vaš. Hvala lepa. Jaz sem od ukradenih otrok in vam povem, da se ne more več prilagajati življenje normalno, ne? Zaradi tega, ker tisto, kar ostane v vas, ne se zgubi. Je otrok, ki ne more več normalno razmišljati potem. Straga je vsega. Vedno se čuti, kot da ne pripada nikamor, ker ostaneš brez staršev. Si odvisen od sorodnikov, ali te imajo radi, ali te nimajo. Večina se vas strese in iščete potem povsod drugje vse, samo dobro, ma ne najdete več. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Mislim, da ste vi rekli nekaj zelo pomembnega, mislim, da vi, gospa, da je bilo v vašem srcu veliko krivic in veliko hudega, ampak nikoli sovraštva. Nikoli sovraštva. Nikoli. To je poguba. In mislim, da je to odgovor na vse težave in hude stvari, ki smo jim zdaj priča. To nas dostikrat razžalosti, dostikrat nas tudi užali, nas prizadene, ampak vedno moramo iskati odgovor brez sovraštva. A sem prav povedal? Mislim, da je to zelo pomembna misel za danes. Prosim. Rekla sem, ljubezen daje moč. Čim se pritihotapi v tebe sovraštvo, stvari gledaš drugače. In tisti tvoj, svi smo ljudje. Zakaj bi sovražili nekoga? Potrebno ga je razumeti. Če ne bi bilo tega sovraštva in veličine, mislim, jaz sem boljši od drugih, germanska rasa, kot mi smo nadljudje, ne bi bilo vojne, če bi se med seboj razumeli. A mir in svoboda niso dani za zmerom. Mir in svoboda so nekaj kot otroček majhen. Treba ga negovati, paziti, skrbeti za njih. Potem smo lahko srečni. Mi živimo in mi smo imeli po 45. letu mir in svobodo v državi.
A bili smo mali, neznatni. Mali David je dvignil pesnico na Golijata, ki je cel svet, tako rekoč, strmel v njega kot edino moč. Ne, narodi, ki ljubijo svojo domovino, svoj jezik, pokazali smo, kaj je mali David sposoben. Slovenija oziroma Jugoslavija je bila edina sila v Evropi, ki je 41. leta dvignila roko proti Hitlerju. Edina. In mi, zdaj smo manjši, ker smo samo Slovenija, isto moramo v slučaju nesreče postopati tako, s spoštovanjem in ljubeznijo do domovine in jezika materinega. Hvala lepa. Jaz sem bil z temi dekleti in fanti dosti let, 10 let skoraj, na številnih prireditvah, vsako leto septembra v Portorožu. Dvakrat so bili tako prijazni, da so me spremljali v delegaciji v Auschwitz. Hodimo na proslavo vedno januarja ob dnevu spomina na žrtve holokausta v Kino Šiška in se spominjamo na številne druge. Predvsem pa sem vam hvaležen, da ste skozi leta delili vaše spomine z mladimi, da je to prispevalo k temu, kar sem na začetku imenoval kot kulturo spominjanja. Hvaležen sem vam za te vaše navdihujoče zgodbe in zlasti, da mlade ljudi navdihujete z ljubeznijo in ne sovraštvom. In naj končam ta govor s tistim, kar dostikrat rečem, ko spomnim na besede Antigone, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Zdaj bi pa jaz vsem našim udeležencem, fantom in dekletom uročil ptička zaupanja, ki ga običajno dajem ljudem, ki s svojimi pričevanji, navdihom, delom pomagajo k temu, da imamo mir in varnost in blaginjo. Hvala lepa za vašo navzočnost. Hvala lepa, današnji pogovor je zaključen.